Jugoslavija je imela skrivnost. Skrivnost, ki je maršala Tita stala več 100 milijonov dolarjev. Jer je to pitanje opstanka i boljeg razvitka naše zemlje. Mi nećemo da budemo zaostala zemlja, jer zaostale uvijek tuku i svaki đavo hoće da... To, kar gledaš na posnetkih, ni znanstvena fantastika, ni izmišljeno. Pač pa je pravo podzemno letališče zgrajeno v živi skali. Letališče in vojaška baza zgrajena v gori. To je podzemno letališče Željava in danes bi ti rada pokazala njene ostanke in razložila njeno zgodbo. Hejho, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, so Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. Danes se odpravljamo na eno prav posebno dogodivščino in sicer raziskovali bomo največje podzemno letališče bivše Jugoslavije. Da razumemo vojaško bazo Željava, moramo razumeti njen namen izgradnje, kje se nahaja in vedeti nekaj zgodovinskega konteksta dogajanja v tistem času. Preselimo se na mejo med Bosno in Hrvaško v bližino mesta Bihać, kjer se že iz satelitskih posnetkov lepo vidijo vzletno pristajalne steze same vojaške baze. Po drugi svetovni vojni Jugoslaviji vlada Josip Broz Tito, ki je spretno vodil državo med dvema nasprotujočima poloma, ZDA in NATO oziroma Zahodom ter socialistično-komunističnim vzhodom. Čeprav si je Jugoslavija za svojo ideologijo izbrala socializem, pa Tito ni želel biti odvisen od Moskve in se tudi ni pridružil Varšavskemu paktu. Jugoslovansko neodvisnost je zagotavljala JNA oziroma Jugoslovanska ljudska armada, ki je bila takrat četrta največja vojska v Evropi. To moč je bilo treba držati, zato so po celotni Jugoslaviji začeli rasti tajni projekti. Največji med njimi aerodrom Željava. Tito je namreč nakupil več kot 100 sovjetskih lovcev MiG-21, ki so potrebovali svojo stalno bazo. A, Cindy, to pa je nekaj zate. Ja, pa obvezno lučko prneste. Ja, pa ne v tu kamero smete. Pokazala, koliko je to velika stvar. Ni čudno, da so bile lahko letala tle noter, a ne? No, čisto vse se pa ni uničilo, lahko najdemo še takele dokumente noter, recimo mesečna analiza dela. No, tukaj za mano pa lahko vidite tudi te betonska vrata, kako izgledajo, če so zaprta. In pa mogoče ste še nekaj opazili, da imajo eno tako posebno obliko, en udor tam na vrh gor. To je v bistvu namensko so bila narejena zato, da so letala lahko skozi vozila. Se pravi, tam, če si predstavljate, je ta navpičen rep od aviona šel lahko skozi. No, se glavno, da se vidi mehanizem, ko je... Glej, oni so s hidravliko, to se pravi s to pneumatiko, vidiš, ko so cevi, ne? Ko una postaja kaj tam, ne? Je služila recimo med enim, da so ta vrata se hoteli zaprti, so se vrata usedla dol, na tla. Prvo fizično so se na tla usedla. Ko se hoteli podprti, jih je pa pneumatika dvignila s tem bati gor, veš? In so pol v bistvu to, ne vem, najbrž s kakšnim elektromotorjem zapeljali sem, ali pa celo vidim pneumatski pogon je tam, glej, kaj je zobnik, a vidiš? Pa kle na levi strani zobnika je
rajtenga pneumatska napeljana je bil v bistvu in so se pneumatsko odprla. Izgradnja Željave se je pričela leta 1957. Gre za najdražji projekt bivše Jugoslavije, saj se ocenjuje, da je v takratnem času stala izgradnja okrog 6 milijard dolarjev, oziroma preračunano danes bi to stalo 50 milijard dolarjev. Postavljena je bila na strateški lokaciji za Jugoslavijo, v gori Plešivica, blizu mesta Bihać. Od je bilo možno vršiti tako obrambo, kot tudi napad na NATO oziroma Varšavski pakt. Objekt je tako vzbujal spoštovanje drugih narodov in kazal na to, da je bila Jugoslavija dobro vojaško usposobljena. Po 9 letih gradnje Željava še ni bila dokončana, vendar je prišel izvršilni ukaz, da morajo bazo narediti takoj funkcionalno. Razlog za to je bila invazija Čehoslovaške strani Varšavskega pakta, kamor je vkorakalo 250 000 vojakov in 2000 tankov. Tito se je bal, da je bil prvi cilj Sovjetske zveze Praga, naslednji pa Beograd. Pozabili smo pa en glavom pravil, preden smo sploh šli v jame. Kvače je tle kakšen medved, treba medveda preplašiti. In to je posebna metoda za to. Medo! Alo, Medo, da li spavaš? Tako da se preplaš, tako da... Jaz nič ne slišim, tako da po moje je varno, da gremo naprej. Kaj pa, če bi prišel Medo? Pa bi se pa kar sem nazaj obrnil. Pa šel. Pametno. Kaj samo ostaneš, pa ta res misli to. Tukaj smo pa najdel en ogromen rezervar. Mogoče je bil za kakšno nafto, kerozin ali pa kaj podobnega, ker so poln črnih flekov je po tleh. Železje, kar ga češ. Celoten objekt je bil čisto samooskrben in to lahko vidimo v bistvu v različnih prostorih. Zdaj tukaj trenutno smo prišli do glavnega agregata za elektriko in pa pomožnega agregata. Kar velika stvar. Velika. Pežmo pogledati še kopalnice. Ti se prvo sliš, ko po ploščicah hodiš. Evo pa vica in naš trbunk. O, še metalca je, le? Evo, pa še operacijski center, oziroma kar je pač od njega ostal. Tako je, Martino, dvorana je bila tle. Kašna? Una za pilote. A ja, dvorana. Spodja, veš. Ja, Voda. Sorry. Napej sem v eno žico, ki nisem videl. Pa smo prišli še do briefing rooma oziroma sobe, kjer so se stankovali piloti. In lepo vidimo v bistvu stole, ki so tako lepo postavljeni, nekaj mogo biti pa še projektor. Pod krovnim pojmom Željava se skriva več sestavnih delov. Sama vojaška baza je bila namreč sestavljena iz 5 letalskih pist ob vznožju hriba Plešivica. Podzemnega objekta Klek 505, kjer je bilo vse od operativnega centra in hangarjev do življenjskih prostorov za vojake. Del ljudi pa je živel v barakah dobre 3 km stran od Željave. Na vrhu hriba se je nahajal tudi najmodernejši radar z dometom do 400 km, ki je služil nadziranju velikega dela Italije, Avstrije in Madžarske. Ja, no, nikoli si nisem mislil, da bom kdaj stal v eksplodirani cisterni za kerozin.
Kar velika stvar. Evo, slede se potem pupa, da tam kaj rabaljati. Zdaj sem pa malo zmatrana, zdaj se moram pa malo spočiti. Nekaj še kakš imam tle. Super, evo. Kdo bi si prinesel v tanker fotelj? Prišli smo v jedilnico in kako to vemo, pač najdemo poln stvari iz jedilnice. Tukaj recimo pladenj, pol imamo razne lonce, posode, lijake, še celo čevlje od pilota. A saj najdla par, pa da damo zame Par, lahko začneš nositi. Bova naredila muzej željave. Top. Evo. Kuharce. Mogoče je pa od kuharce. Ne vem, če je to pilot nosil. On je moški, ta je pa bolj ženski. Ja, se spodi imaš pa še za drugega, lej. Cindy, zdaj, ko smo v kuhinji, a ne? Lačen! Sam načnal. Načnal, vse porušen. Glavni del Željave sestavlja tako imenovani objekt Klek 505, ki je sestavljen iz 4 glavnih tunel galerij, ki oblikujejo črko M. Največji deli merijo v širino kar 16 metrov in 12 metrov v višino. Med seboj so ločeni z več betonskimi vrati, ki tehtajo norih 100 ton in so debele kar 60 cm. Masivnost teh vrat in arhitektura hodnikov pa je bila zmožna prenesti eksplozijo jedrske bombe iz zunanje strani. Povedano drugače, kljub detonaciji atomske bombe, notranjost ne bi utrpela večje škode in bi bila še vedno operativna. Klek 505 je imel prostora za hrambo 60 letal tipa MiG-21. Med drugim znotraj kompleksa najdemo skladišče z gorivom, kjer še vedno stoji 5 velikih tankov za shranjevanje goriva. Klek 505 je imel posebno postajo le za letalsko orožje, kjer so testirali in pripravljali bombe, ki so jih nato namestili na letala. Potem pa kar 13 postaj za sisteme prezračevanja, 2 sobi namenjene generiranju elektrike z dizelskimi motorji, tehnične operacije, gasilsko postajo, bojler sobo, kuhinjo, zdravnika, učilnice, fotolaboratorij in še veliko drugega. Sedaj se pa nahajamo v samih možganih Željave, se pravi tako imenovane zvezde. Od tukaj je v bistvu koridor do vseh pomembnejših centrov Željave. Na moji desni se lahko odpravimo do skladišča za zračno opremo, potem direktno za mano se nahaja operacijski center, pač Operation Center, se pravi, kjer se je vse vodilo, na drugo stran, na levo pa pridemo do komunikacijske sobe. To je tudi najbolj zanimiv del Željave. Poleg tega, da se nahaja najgloblje v gori, boste tu našli tudi največ zanimivih ostankov. Še pred leti obisk Željave ni bil tako popularen in pričevalci pravijo, da si tu notri našel veliko stvari, ki pa so skozi leta odromala ven iz kompleksa. Lahko pa celotno stvar vzamete kot lov na zaklad. Na posnetkih je le nekaj stvari, ki smo jih mi uspeli uloviti v objektiv. Prišli smo do sobe, kjer so razvijali filme in vidimo poln teh trakov filmskih takoj. Fotografski sektor je deloval z roko v roki z zračnim opazovanjem in radarsko postajo na vrhu Plešivice. Vsaka sprememba, ki je bila vojaško, taktično ali ekonomsko pomembna, ni bila le zabeležena, pač pa se jo je dalo ogledati tudi na fotografijah visoke rezolucije. Željava ne bi bila to, kar je, brez svojih strah vzbujajočih lovcev MiG-21 in vrhunskih pilotov. MiG-21 je namreč eno izmed najtežjih zrakoplovov za upravljanje in leteli so jih lahko le najboljši piloti bivše Juge. Sprva so bili MiG-i načrtovani kot supersonični prestrezniki, njihova verzija za izvoz pa je nekoliko bolj versatilna. Lahko se spusti tako v boj z drugimi lovci, kot tudi uporablja za bombne napade. Jugoslavija je šla še korak dlje in jih uporabljala za izvidniške in vohunske namene. MiG-i delujejo na ekstremnih dometih. Najvišja višina letenja je bila kar 21,3 km in za take sprehode po stratosferi si potreboval kozmonavtsko obleko. Za primerjavo, ameriški F-14, konkurent sovjetskega MiG-a, je letel le do približno 16 km oziroma v troposferi.
Kot lahko vidite, je celoten kompleks kar dost poškodovan. V bistvu, ko je Jugoslovanska ljudska armada zapuščala ta kompleks leta 1992, so v bistvu noter naštimali ful eksploziva, potem so vse skupaj zaprli in sprožili, da je v bistvu vse eksplodiralo. In tukaj za mano lahko vidite, kako je celotno eksplozivo odprl vrata in jih dobesedno pač raztrančirali, razcefrali. Namen miniranja celotnega objekta pa je bil zato, da nekako ni bil več uporabljen potem za nasprotnike. In tudi po celotnem kompleksu lahko vidimo, kje so eksplozive nastavljali. En izmed teh je bil siguren nad nami, ker vidimo, da je od čoka, od eksplozije se tale steber kar upolnil. Ti si pa kar pogumna, da zaupaš telen štengam. Kaj je zgori? Filmi. Ej, to uničuješ filme, no. Ne moreš po filmih hoditi. Sam koliko je res to tega, tle? Celi kupi. Letališče je bilo za čas jugoslovanskih osamosvojitvenih vojen v intenzivni uporabi. Pri umiku je JNA namenoma uničila kompleks in vzletno pristajalne steze. Zanimivo je dejstvo, da so o uničenju kompleksa razmišljali že med njegovo gradnjo. V vzletnih stezah so bila namreč zgrajena posebna mesta za nameščanje eksploziva, ki so jih tudi s pridom uporabili za točno ta namen in s tem preprečili nadaljnjo uporabo kompleksa bodisi Hrvaške, bodisi Bosne. Srbska vojska je uničenje končala s sprožitvijo dodatnih 56 ton eksploziva, ki je uničilo samo podzemno bazo od znotraj. Po pričevanjih se je dim iz tunelov valil še celih 6 mesecev po detonaciji. No, ampak da pa lahko rekel, da sem po letalu že kdaj hodil, pa še nisem, tako da zdaj lahko naredimo eno zmago v življenju, a ne? Bravo mi! Ha. Jaz sem pa že 5 let nazaj, točen tukaj. Bažička. Na poti do oziroma iz Željave pa lahko vidite tudi tale avioni, se pač v bistvu po njem tudi sprehodite. Glede obiska Željave pa se pojavljajo tudi različna nasprotujoča mnenja glede radiacije. Po nekaterih virih naj bi bilo priporočeno, da obisk podzemnega aerodroma Željava ne traja več kot 1 uro. Podaljšanje tega časa pa je odsvetovano zaradi baje prisotne radioaktivnosti znotraj in okoli samega kompleksa. Same radioaktivnosti sicer nismo merili, se nam je pa zdelo, da smo po obisku Željave malce žareli. Občutek je bil približno podoben tistemu, ko te rahlo opeče sonce. Ničesar ne trdiva, vseeno pa opozoriva.